Žurnal. V žurnalu sem prebral novico z naslovom Zbolelo bo polovica vseh moških. Gre pa se namreč za bolezen rak. In tukaj piše, glede na trenutne trende lahko pričakujemo, da bo med rojenimi leta 2009 za rakom do 75. leta zbolelo polovica vseh moških. In zdaj imamo tle novico, ki govori samo o tej statistiki, nikjer pa se nihče ne vpraša, kaj je dejansko vzrok temu, da je čedalje več te bolezni. In vsi gledajo samo na posledice in kako bi odpravili posledice. In pol je tle kao preventiva, to, da se odzoveš na vabilo na pregled in da greš na pregled zdravniku, kjer te pregledajo in ugotovijo, če imaš raka ali nimaš. To je kao preventiva. Ampak to sploh ni prava preventiva, zato ker prava preventiva bi bila to, da se prepreči sploh vzrok nastanka bolezni, se pravi, da se razišče, zakaj točno ta bolezen nastane, zakaj sploh se povečuje število obolelih in da se potem odpravi vzrok. In v bistvu, če pogledamo danes onesnaževanje okolja in porast tega onesnaževanja, vidimo v bistvu, da ni presenetljivo, da se je povečalo število obolenj za rakom, ker pač vse razne rakotvorne kemikalije v okolju pripomorejo k temu, da se dvigne število rakastih obolenj. Zakaj pa se vse te kemikalije spuščajo v okolje in zakaj se noben ne zavzame, oziroma saj se ljudje zavzamejo, da se ne bi, ampak zakaj dejansko ne pride do rešitve, ki bi dejansko delovala in ki bi na koncu pripeljala do prave rešitve, se pravi, da se ne bi več sploh uporabljali in spuščali v okolje rakotvornih in škodljivih snovi. To je zato, ker pač v firmah in vse povsod dajemo največji pomen denarju in ne postavljamo v ospredje življenja kot takega, ampak denar, in s tem privzemamo, da je denar več vreden od življenja. In zato se vsi osredotočijo samo na denar in nobenega več ne zanima nič drugega, zato ker edino z denarjem lahko preživimo ali pa dobimo stvari in na noben drug način. Ker je ta sistem narejen tako, da je denar kontroliran s strani elite, ker si ga ti prilaščajo zmeraj več in da pišejo zakone tako, da so njim v prid in da se druge podjarmljajo in da z obrestmi in z načinom interakcije z ljudmi pridobivajo denar in dobiček in samo zase, za druge pa jih ne briga. Potem pač pride do tega, da se ljudje nenehno gonijo za denarjem in zato se noben ne sekira za te stvari. Zato je bistveno, da spremenimo sistem, da ne bo več denar več vreden od življenja, ampak da bo življenje najbolj pomembno in da bomo denar in pridobivanje in razporejanje denarja prilagodili temu, da je življenje najbolj pomembna stvar. Da je življenje najbolj pomembno in ne denar ali pa nekaj dobrine. Zato predlagam, da si tudi pogledate stran njihovemanje.org, kjer je že narejen osnutek rešitve in kjer se raziskuje, kako bi najbolj učinkovito na praktičen način napeljali sistem, ki bo v ospredje postavil enost in enakovrednost življenja, ne pa denarja ali pa česarkoli drugega. Ker če pogledamo čisto zdravorazumsko, ne moremo pričakovati od podjetij, da bojo skrbele za okolje, da bojo skrbele za ljudi, za
naravo, za živali, za dobrobit, zato ker je najboljše za vse, zato ker edino, za kar firme skrbi, je denar. Firme so osnovane na dobičku in to je izhodišče vsakega podjetja. In zato je vse drugo sekundarnega pomena. Nikoli ne bo ljudje v podjetjih zares skrbeli za okolje ali pa za druge ljudi ali pa za dobrobit vsega, zato ker je najbolj za vse, zato ker jih ne more. Zato ker to ni izhodišče podjetja, to ni primarni cilj podjetja. Ampak primarni cilj podjetja je denar in dobiček. In karkoli se počne drugega v podjetju, kot pa to, da se dela za dobiček, je scanje proti vetru. Zato ker je vse podrejeno temu principu, da je treba dobiti čim več dobička, čim več denarja. Dokler bomo imeli sistem tako naravnan, se ne bo nič spremenili in ne bo mogel biti nič boljš, zato ker enostavno dajemo dobičku in denarju večji pomen kot življenju. In to je osnovni zdrav razum. In dokler bo sistem tak, ne bo nič boljš. Ne glede na to, koliko dobrodelnih organizacij pa ne vem kakih iniciativ za zdravo okolje, za zdravo življenje in ne vem kaj bo, nikoli dejansko ne bo tako, ko je najboljš za vse, zato ker bo zmeraj imel prednost denar in dobiček. In ljudje moramo nehati verjeti to, da se tega ne da spremeniti. Zato ker smo si sami izmislili sistem, kapitalizem, in sami smo si izmislili pravila za denar in zato jih lahko tudi spremenimo. In jih moramo spremeniti, če hočemo še sploh živeti tukaj na zemlji, ker če ne bomo itak sam sebe uničili. Ker pač ne cenimo življenja sploh. Mi cenimo samo denar, dobiček, občutke, strahove, misli, vse drugo, samo življenje, fizičnega. Tukaj, v tem trenutku, smo vsi tukaj enakovredni in enostni, kar pomeni, da smo vsi vplivamo drug na drugega in smo povezani drug z drugim in ne moramo se ignorirati, ne moramo živeti egoistično in samo misliti na sebe in ne misliti na posledice, ki jih povzročamo s svojimi dejanji, zato ker s tem delamo škodo sebi, vsem drugim in sebi tudi. In zato se moramo spremeniti in začeti delati na sebi, da smo samo iskreni do sebe in da spoznamo, da moramo svoje vzorce spremeniti, se začeti zavedati, kaj nas sploh usmerja in kaj nas zadržuje v tem samodestruktivnem načinu življenja, zato da lahko to popravimo, zato da lahko začnemo živeti, kako je najbolj za vse.